Spoštovani prijatelji Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju, prisrčno pozdravljeni na že tretji tradicionalni prireditvi Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij. Lepo pozdravljamo tudi gospo Vando Strahov-Vrhovnik z oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana, hkrati pa se Mestni občini Ljubljana iskreno zahvaljujemo za vso podporo. S pesmijo o pomladi in prijateljstvu smo želeli poudariti, da nas je pomlad zopet združila v tem prelepem ambientu stanovske dvorane Ljubljanskega gradu in na še lepšem dogodku. Poslanstvo Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju je razvoj programov družabništva in zagovorništva za starejše ter socialnih storitev na domu. S tem nam starejši odpirajo svoja vrata, mi pa jim prinašamo sonce. Njihove in naše roke se razpirajo v objem in tako se svet spreminja v svet prijaznih in srčnih ljudi. Kot drugo točko na oder vabim jazz pevko Ljudmilo Frelih, ki zelo rada prepeva jazz standarde, zelo blizu pa so ji tudi popevke. Po zaključenem konzervatoriju za glasbo v Ljubljani svoje glasilke še vedno uri in sicer priznani pevki Maji Kevc Amaja. Redno sodeluje z ansamblom Moontime Quartet. Junija jih boste na primer lahko slišali na festivalu Junij v Ljubljani na Kongresnem trgu. Sicer pa petje tudi poučuje. Na klavirju jo bo spremljal njen brat, moj mož Lovro Frelih, ki deluje kot pianist, dirigent, korepetitor, bil pa je tudi štipendist Mestne občine Ljubljana kot nadarjen študent. Izvolite, naj se nad nas razgrne vajina pomlad v mestu. Zima brez poslavljanja oči.
Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju organizira tudi interaktivne delavnice in dogodke ozaveščanja. Z našimi uporabniki in prijatelji se srečujemo na mesečnih delavnicah v Švicariji MGLC. Razveseljuje nas skupno petje, igranje na inštrumente, slikanje, druge ustvarjalne dejavnosti, telovadba ali izleti. Vsak mesec komaj čakamo na ta dogodek, pa tudi na praznična druženja. Danes pa smo izredno počaščeni, da se je našemu povabilu odzval nihče drug kot legenda slovenske popevke, gospod Lado Leskovar. Zapel nam bo čudovito poskočno skladbo Zemlja pleše, spoštovano občinstvo, gospod Lado Leskovar. Se vrti naš svet, zemlja pleše, tjave zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tjave zvezde. Iz njo gradu vsako glad in se ceste in celo tam najen mali dom. Zemlja pleše, tjave zvezde. Tisoč let že, zemlja pleše. Se vrti naš svet, zemlja pleše, tjave zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tjave zvezde. Iz njo gradu vsako glad in se ceste in celo tam najen mali dom. In celo tam najen mali dom. Veste kaj, če vam je sklopco tukaj, se bom pa kar malo zvedla. Namen Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju je, da starejšim osebam pomaga ohranjati zdravo, samostojno, kakovostno ter dostojno življenje v domačem okolju in skupnosti. Z dogodkom, kot je današnji, starejše osebe vključujemo v aktivno življenje, jim omogočamo predajanje znanja in izkušenj mlajšim generacijam v želji, da se učimo drug od drugega. Na oder pa sedaj zopet vabim Ljudmilo Frejlik s pesmijo Oblak, njen glas vedno poboža našo dušo. Izvolite. Nad listom se v zelenem vetru
Odlična, perspektivna violončelistka Barbara Novode, ki na naših dogodkih vedno sodeluje, bo ob spremljavi pianista Laura Freliha zaigrala pesem Pridi, dala ti bom cvet. Uživajte! Hvala lepa, Barbara in Lauro, tole je bilo čudovito. Ljubezen med moškim in žensko je nekaj najlepšega.
in leta pri tem niso ovira. To pa nam je potrdil tudi pisatelj Ivan Tavčar v povesti Cvetje v jeseni. Filmska predstavitev je vsakemu Slovencu zapisana v srce. V goste smo danes povabili Lucijo Kavčič, ki bo predstavila lik Mete. V drugem delu pa se ji bo pridružil Janez Čadež v vlogi njenega izvoljenca. Najprej prisluhnimo Luciji v vlogi Mete. Je djal, da pride v Božič, gor na Jelov Brt. Lanska jesen je bil par nas. Djal, da spet pride, pa ga še ni, božče želim, velika noč tudi. Kaj če je v Ljubljani, kaj še na druga dobu, pa name pozabi. Jezus, no, pa jame. Ne, se bo prašal, se vem, da bo. Takoj sva se lepi imela Janska jesen. V kop sva šla gor na Blegaš. Sva še lovila žibardej. Veš, je to kletal za menoj, da sem ga čisto pehala. Čist je bil zmatran. Sam ne vem, kak tu, kar gor name se je v poteku. Ali tole gor me je parel. Viš ni tak mislil. Sama nisem vedela, koga naj naredim. Sem odjala, tu pa ni več. Sem zletela kje preč. Koliko mi je bilo navodno. Zdaj, grede, sva šla pa v Karlovo skvalet. Pogledat Karlovška jera. Dnovte mislim, da je tukajšna baba. Tu je ena lepa, velika potočna po staru. Skoraj vsak dan hodnehne. Pa je medla kobelca kot od voda. Kak poskočka ima žen kobelca. Pa hlavca prej zmočka, da natrpi preveč. Z Janezom sva tudi šla. Sem jala, viš Janez, jutar je nedelja, kejka bi ti je smrva rib nalovila. Pa sem zavihala rokave, pa sem stegnila globoko kot v spodaj, čist noter pod skale. Skoraj sem jo že držala. Kaj sem kar okamenila. Tak modraz se je potegnil spod skale. Kar razjegane. No, izplavala južna kot povod. Drudan je bila zaleta, litok nedela. Pa na gora smo šli, imaš? Joj, cel cajt sem ga čakala zunaj pred hiša. Le kot se obira? Odakudar ga ni bil. Pa je pa le prišla, pa ga vidim. Ja, kaj si pa si vendar Janez, pa s takim ne moram hoditi. Pa geč se bit. Klobuk pa le obdrž. Ja, a se pa se je pa le poštimal. Ni bolj nervno z njim hoditi. Sva pa šla gor na mora. Tato je še zvonila, se sva kar hit hodila. Gor so bile pa stojnice, pa so lecta prodajali. Nakol mi ga berbi še ni kupil. Tudi v rokah še nisem držala. Lecto pa srčka. Janez ga je pa kupil. Men pa list tudi.
Sam. Ni mi pa nič všeč, kar piše mar na src. Snoč je vakala, danes ni vesela, tu pa še stokala, starca je vzela. Tu pa ni več. Pa so pa še po Savčevo prišli. Pa so naj zmerjali, zlezica pa zlezjaka. Janez je bil takoj hud, da jih je kar kop z glavam udaril. Pa vsak dol po breh. Sta se kotalila. Pa še klobuke je vrnil zdaj nema. Je Dianata dotamila kaj na glav, kavaj postavlja za strašne kirtušca. Grozen pest se mi je videl. Ja, po Savčevo potoka tudi napredavčina. Ne vem, koga smo se mu zabijeli. Ja, drug dan je bil pa ponedeljk. Žic smo imeli, za omlatiti vse. Takoj smo delali cel dan pa harali. Tudi Janez je pomagal. Nato je, v dve, v dvoje, v štir, mu pa ni šli. Zvečer je prišel pa sosed njim, pa je djal, da moje, da vidim, opisal. Sem ga vprašala, pa te spremljam, pa grem s teboj. Pa ni tam. Sam je šel. Kje sem bila huda? Čez ancet sem šla, pa kar za njim. Takoj dolgo ni bila nazaj. Pridem noter, pa vidim, koliko se je smukala okoli neha. Tista katinka. Kar odpenala se je. Pa hodila tam in neha, pa se mu ponujala. Ja, veste, gospod, jaz sem bila 2 let pri nunah. Če bi me vzelo mest, bi se že smešla. Pa postavil takaj šutek tesl, zelo v brda, kot v Ljubljana, ka bo kar našel nek, ka si pomagam na ve. Tukaj pa djala, da sem odstopila. Mi šlo po najbolj nehuda. Lesica. Takoj sem ga huda naj. Kar preopila sem ga zunaj pred gostilna. Da mu jake nucali. No ja. Zvečer se je pa še popravičiti. Sama nisem vedela, kaj naredim. Sem zaropotali spodaj tam pod hišo. Lojtra je predstavljal. Lojtra, pod moj okn. O, Kristus. Prišel je, se vem, pravičiti se mi, ker sem bila takoj huda naj. Pa mi je dal roka. Jaz sem ga pa pogledala. Ja, to me je lepo pogledal, pa se posmejal. Ne bom bolj huda naj. Pa je pa dolgo tist pisal. Pa je mogo jet nazaj v Ljubljano. Den je pa takoj dolg čez pojnim. Cel cajt sva se poslovljala, kaj je odhajal. Objel me je, za roka me je paril, pa je djal, da bi se poljubila, da tak delajo prijatni. Nismo vem, kaj pa če je to greh. Stiskal me je pa poljubila cel cajt, da pa sama nisem vedela, kako grem domov. Čist sem se zgubila. Kar noč je že padla. Sem prišla domov, me je pa Daniel hecel, pa se norca delal z mene, če je prehiter noč padla. Pa Daniel, ta je pa res za hece. Oh ja, tele rožce sem naberala danes. Sem dejala, da si en venčk naredim. Če pa le prišel moj Janez gor z Ljubljane, da bom bila lepa, da se mu bom morbet bolj dopadla. Morbet se pa bom. Pa vse imamo odpošen. Tukaj je zagrabt. Da najbolj, da kar grem, bojo hudi name, če nam bom pomagala. Zmeraj bom, tukaj grabt. Pa sem pa tukaj zmatrana, pa mi tukaj
vrta. Nič, kar grem, da ne bo kaj narobe. Pred drugim igranim delom si privoščimo še malo glasbe. Ljubezen je gonilo našega življenja in ni lepšega kot biti sprejet in ljubljen, kot nekdo, ki imel me bo rad. Sanje so tisto, kar nas drži po konci in pelje naprej. Zato nikoli ne nehajmo sanjati, hrepeneti in si želeti. Kmalu se sledi drugi prizor iz povesti Cvetijo v jeseni. Še prej pa skladba A Million Dreams iz glasbenega filma Največji showman, v slovenskem prevodu skupine Muzikalci, v kateri tudi sama nastopam. Torej, Milijon sanj.
večerja že stoji, zaradi tebe bom lačna. Pa bo družina slab jedla. Cel dan se bahava, ta črna živina, ti pa tole pred tem kolorom tu postopaš. Pa do presečnikovih, ko smo vendar tvoje ledje, ker to da več ne najdeš. Takoj sem huda. Dobar doča še ni prišel v hišo. Le koga videl, ko bi vedel. Tok sem huda. Delal sem cel dan. Neč. Pisem mi je prinesel gospod Jakov. Neč. Če gospod Jakov lahko do ta gostila, bom pa vendar smel tudi jaz. Neč. Poslušaj, piše ja mi dedos, delo v pisarni, pa da bom mogel hval nazaj v Ljubljano. Neč. Ja, če je pa neč, ja, pol pa ne bo neč. 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 Nekod se pobiraš, Janez. Tukaj je lep dan. Poglej, kako se ne vidko hor nablegaš. O, pa ja, jade. A marva počila? Ja, Dolga pot je še za nama. pa dejva. Gotovo si že kaj lačen. Ja. No jej, ja. Na pa ne jej. Pa t'more nečun biti sam do Ljubljana. Nimaš človeka, ko bi ti kuhal, pa ko bi ti bral. Pa če zboliš, si slabi od naše živine v štal, za katero se saj Liza briha. A res mora biti tok? Kako si ne pomagam? Ki ne dobim kuharca? Stare nečem, mlade ne dobim. Nagovar tok, poglej gospoda v javorjah. Vzel je sorodnica k sebi, pa streže, da je zadovoljen. Ki ne dobim sorodnica? Če je mlada, notla prid, kaj pol? Tak sem, kot tale roža, kot je nazima cvode. Kaj bo z tega? Cvet odpade, pa prav neč nam bo z tega. Če je mlada, pa ne jo vzame. Ko to pa govori o tebi? Ja, če pa to ni, bolje pa še mi. Ti na to znaš mesta, pa njegov izgled jeziku. Nauš 4 tjedne parmen, pa si na ulica naušil, pa da tekujte po stran. Ježiš, ko to pa govori o meni? Tam le pa nastajajo Kristusove srajčke. Nije ta. Zdaj je cajt, da grijem. Mora še počaki, se neč namodi. Ne moram več čakati, je že pozno. Neč še ni pozno. Drugač zamudim, koliko ne pride v Ljubljana, če še odlašam. Ja, pol lokme in cajka ostan. Mjeda, daj mi roka. Medva, boga mislim na druga, a ne? Je že. Poglej, Mjeda, v mestah je navada, da se dva parjaka, ki se imata rada, poljubta, ki gresta drug od drugega. Naprimer, na lica, če ni drugač, na usta. To delajo parjatli. Medva so pa parjatla, a ne? Ja, smo že, če ni greh. Kaj še biti greh? Bogom je pa.
Najlepša hvala obema. Danes sem vaša napovedovalka Tanja Pečenko, ki delujem kot kulturna ustvarjalka, pevka, koreografinja in fotografinja. Moja največja ljubezen pa so muzikli, v katerih že več let nastopam kot igralka in pevka. Zato vam bom sedaj ob Lorovi spremljavi zapela pesem, ki jo poje Meta v muzikalu Cvetje v jeseni in hrepeni potem, da bi vsaj enkrat v življenju doživela pravo ljubezen. Naj se vas dotakne. Rdeč kot krepenenje, zlat kot
Plemenitost srca je letošnja tema dogodka. Tako majhna kot velika dejanja sestavljajo mozaik življenja. Moramo se zavedati, da je vsak košček pomemben za izgradnjo plemenitih in iskrenih odnosov med ljudmi. To potrjujeta tudi obe pesmi, ki ju bo zapel gospod Lado Leskovar. Oder je vaš. Jaz bi vas najprej pozdravil. Sicer tam sem nekaj čitovanih obdobjih, jaz ne vem, v katerem obdobju sem. Samo, katerokoli obdobje je, jaz želim, da sem fajn in da sem srečen in to želim tudi vam. Sicer pa zadnji sem bil v trgovini in so dajali poseben račun, kakor ene igračke za otroke. In jaz sem pa, vsi moji otroci so že velik, ni treba za me, pa sem pa sicer pa veste kaj. Jaz sem že toliko star, da mi gre na otročje, kar dejte mi. Lep pozdrav. Veliko srečal sem, jaz vam še ne rekel, jaz sem namreč med drugim tudi pomorsko šolo v Piranu končal, pa sem plovil nekaj časa in potem vsi ga pravijo, ja, glavno, da smo zdravi. Jaz rekel, ne, pa sreča je tista glavna. Na Titaniku so bili vsi zdravi, pa so vse potonili. Evo, to, da veste, sreča me vas vodi. Pošiljam srečo v vaši smeri. Name on your
Pa še ena pesem, za katero sem slovensko besedilo napisal jaz pred mnogimi leti, mislim, da je bilo leta 1965. In sem je rekli, Lavo, zakaj večkrat kaj napišeš? Pa sem rekel, veš kaj, jaz sem pošten do sebe in bom parafraziral Menarda. Ker bil bi slabe volje, da drugi znajo mnogo bolje. To je to. želimo ozaveščati o medgeneracijskem sožitju. Starejši mora biti v naši družbi slišan, mora biti spoštovan državljan, saj ga bogati modrost in zakladnica izkušenj. Zato je starejši človek, v katerega verjamemo, ga razumemo in mu pomagamo.
zdaj vabim člane Združenja gluhoslepih Slovenije, DLAN, in njihovo soustanoviteljico, generalno sekretarko ter strokovno vodjo, doktorico Simono Gerenčer, ki bo združenje tudi predstavila. Izvedli bodo njihovo himno Ne obupaj in pojdi na pot. Dobrodošli! Spoštovane in spoštovani, v veliko veselje mi je, da vas lahko tudi tako pozdravljam v imenu vseh ljudi z gluhoslepoto, v imenu dlanok in dlanovcev in seveda v imenu Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna strokovna invalidska organizacija, ki deluje po vsej Sloveniji, z željo, da pomagamo vsem ljudem z gluhoslepoto, torej ljudem, ki imajo hkratno okvaro sluha in vida, torej oboje v enem. Mnogokrat tudi pravim ljudem, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi. Njihov jezik je jezik gluhoslepih, ki temelji na dotiku. Dotik je tisti najzanesljivejši prenosnik vseh informacij zanje. In kot Slovenija smo zagotovo lahko zelo ponosni, saj smo leta 2021 vpisali jezik gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije kot prva država na svetu. S tem smo seveda priznali gluhoslepoto kot samostojno invalidnost in ljudi z gluhoslepoto kot samostojno skupnost in nenazadnje seveda z njihovim jezikom, z njihovo kulturo in tudi organizacijo. V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN se izjemno trudimo za to, da bi se uredil tudi njihov status in pravice ljudi z gluhoslepoto, vseh ljudi. Seveda, ko vas tukaj gledam, vse me spomni še posebej na tiste ljudi, ki so starostno gluhoslepoto. In teh je zagotovo največ. Kajti, če pogledamo podatke, vemo, da jih je po 65. letu starosti 2% in po 90. letu 13%. In to je seveda tisto, kar nas mora navdajati tudi za uspešno sodelovanje naprej. Seveda zato z željo, da bi čim več sonca in čim več glasbe pripeljali tudi v njihovo srce. Hvala lepa. Bil pogled, ko videl ta si svet, nebo, planine, morje, svetlobo in obzorje. Si slišal vsak želez, od petja bil prevzim, poslušal racifice, smeh, ki obarva lice, a tudi
druga stran ti kazala je vsak dan, so vido in trpljenje, ki gre skozi življenje. Vse se je spremenilo, začutil si nemoč, glas je včel tišino, svetloba zdaj je noč. Ta svet je ves drugačen, srce ti govori, moč upanja ti daje, kot plamen naj živi. Nikoli ne obupaj in pojdi na pot, saj duše moč svetloba te spremlja vse posod. Vse poti, ljubezen voditi, in palica je bila, družica ti vse dni, te pisem prebudi, tišini zazveni, srce ti napolnijo z lepoto milosti. Vse se je spremenilo, začutil si nemoč, glas je včel tišino, svetloba zdaj je noč. Ta svet je ves drugačen, srce ti govori, moč upanja ti daje, kot plamen naj živi. Nikoli ne obupaj in pojdi na pot, saj duše moč svetloba te spremlja vse posod. Saj duše moč svetloba te spremlja vse posod. Najlepša vam hvala, tole je bilo res lepo in ganljivo. Ekipa Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju in starejše osebe bodo zapeli pesem Ko boš prišla na Bled, ki so jo prav za to priložnost zvadili skupaj. Izvolite! Śniący
izgovorila nekaj besed. Jaz se vam iz srca zahvaljujem, da ste se danes potrudili in prišli se pustili pripeljati in to z lepimi, čudovitimi oldtimerji ali pa takimi čist navadnimi avtomobili, ki služijo svojemu namenu, da ste prišli ali pa prišli peš, s kolesom, kakorkoli ste prišli, se vam zahvaljujem, da ste. Kot ste videli, nastop pred nami, Združenja Dlan, ki so trenirali že mesece, da se bojo danes predstavili. In potem tukaj naša ekipa društva, ki se vsako leto trudi organizirati tale dogodek, zahvaljujoč vsej podpori glasbenikov, smo z eno besedo hvaležni, da ste pa prišli, imate pa gotovo plemenito srce. Tako smo tudi naslovili letošnjo temo, ker ljudje, ki se podpirajo, ki sodelujejo, imajo plemenito srce. In to se pozna na njih samih in v njihovi okolici. Tako da, hvala in se vidimo naslednje leto zopet. Za zaključek pa smo združili moči vsi nastopajoči, ki si želimo, da se naslednje leto zopet srečamo na tako srčnem dogodku. Danes je srečen dan in naj traja in traja. Vse dobro in nasvidenje prihodnjič, vi pa zavojte skupaj z nami.